Zlatko, lepo pozdravljeni. Hvala, ker ste si vzeli čas za Areno Sport. Za začetek, kako ste? Hvala na povabilu, super. Sem vesel, da sem vaš gost. Real Madrid igra v letošnji sezoni nestanovitno, ampak kljub temu v La Ligi zaostaja zgolj za točko za največjimi rivali iz Barcelone. Kako gledate na to obdobje Real Madrida po odhodu Carla Ancelotija? Pa vsekakor neka tranzicija. Mislim, da ni samo Carlo Ancelotti, ampak verjetno najboljša zvezdna linija vseh časov. Kroos, Modrić, Casemiro, to je zelo težko nadoknaditi. Seveda tudi časi se malo spreminjajo in mislim, da se Real Madrid lomi nekako med temi novimi časi, umetno inteligenco, matematiko in pa med neizbežnimi zvezdami, kateri so osnova Real Madrida, in ta talent, ki enostavno dela razliko, ne samo v španskem prvenstvu, ampak v evropskem. Enostavno jaz mislim, da Real Madrid mora zdržati. Zakaj je po vašem mnenju Xabi Alonso na klopi Real Madrida zdržal zgolj 34 tekem? No, moram reči, da mene je presenetilo nekaj, to je, da je on poznal to slačilnico. Vedel je, kako Real Madrid funkcionira, vendar moram reči, da mi ne vemo, kakšni so bili dogovori, glede na to, da smo rekli, da Real Madrid poskuša nekaj novega, oziroma je poskušal nekaj novega. In pa seveda, jaz sem imel priložnost gledati 2 treninga njegova, ker me ravno take stvari me najbolj zanimajo kot samih 90 minut. Tisto mi je že popolnoma jasno, vsaj mislim. In sem videl, da ima jasno idejo o nogometu, da definitivno bo odličen trener, da je odličen trener, ampak to ni za Real Madrid. To ni za Real Madrid, kajti on jih je želel trenirati, oni so pa želeli, da jih vodi. Zdaj, kakšna je razlika med vodenjem in treniranjem? Kadar ti treniraš ekipo, kontroliraš njihova gibanja. In kadar kontroliraš njihova gibanja, igralcem kot so Bellingham, kot so Vinicius, in vzameš določen talent oziroma tisto, kar dela razliko v njegovi karieri. In pa seveda, kadar jih treniraš, jih tudi popravljaš napake. In v bistvu njihove napake so njihova največja vrednost. Zakaj? Če zdaj analiziramo skozi zgodovino Real Madrida, si imel igralce, ki so bili v nekih fazih, ali to večinoma defanzivna faza, grozni. Ampak, zakaj govorim, da je to njihova največja vrednost? Zato, ker se ne trener, nihče se ni ukvarjal z njihovimi napakami, ampak samo z najboljšimi stvarmi, govoril mu je in izražal tisto njegovo najboljše in enostavno ni izgubljal časa v stvarih, ki je on slabše delal, ta igralec. In ogromno časa pridobiš in pa seveda delaš ga zadovoljnim. In to je Real Madrid. In verjamem, da on hotel dobro, ampak če ti prideš v konflikt, Vinicius, Bellingham, Mbappé, Rodrigo, nimaš kaj pričakovati Real Madrid. Se pravi, da je problem si ti. Tako kot sem rekel, čudi pa me, da je on, ki ve, kako se temu streže Real Madrid, ampak očitno, seveda so to drugi par čevljev, on si je zavzel en stav, da bo trener v pravem delu smisla, v bistvu pa je biti v Real Madridu pomeni selektor 24 ur, ne samo 7-krat na leto. In jim enostavno ni pritisnil na pravilen gumb in to v Realu enostavno ne pije vode. Zdaj, seveda, ko mi o tem govorimo o problemih, rešitve pa še nihče ni povedal. In tukaj se zdaj lovijo, da iščejo rešitve, kajti kadar eno tako slačilnico porušiš, je kar nekaj časa, da ti to daš neko normalo, v neko ambicijo, v nek ambient, kajti po mojih izkušnjah, kadar so te slačilnice, velike slačilnice, imajo problem,
ta problem skozi 1 ali 2 rezultata ti nekako popraviš. Vendar je vedno rana. In prvi problem, ki pride prva manj slabša faza, to je 1 ali 2 tekmi, vse pade v vodo. Tu bo treba vseeno nekako slačilnico porihtati ali z določenimi odhodi, ali z določenimi prihodi, enostavno z nekimi premiki, kjer bo hierarhija spet postavljena. Pravite, da ste na lastne oči videli treninge Real Madrida. S kakšno intenziteto, delovno vnemo, prizadevnostjo trenirajo te največji zvezdniki? Je zelo slabo. Zato, ker to ni cilj. Vsake 3 dni je tekma. Intenziteta ni cilj. Cilj je nasmeh na ustih. Kajti oni sami trenirajo ogromno, individualno. To so brutalni treningi, dnevni, ampak samoiniciativni. In nasmeh na ustih pove vse. Zadovoljstvo pove vse. No in pri teh treningih sem opazil, da res, bom rekel, če bi zdaj vsi mi, ki smo z nogometa, gledaš ta trening oziroma gledaš tisto, kar trener počne, wow, top. Vendar, ko pogledaš te zvezdnike, nisem videl nasmeha, ampak celo neodobravanje. In to v Real Madridu enostavno ne gre. Real Madrid je Real Madrid. Zvezdniki so enostavno tisti, ki imajo veliko odgovornost s tem tudi, ker jim trener prepušča in klub jim prepuščajo tisto primarno vlogo na igrišču in izven igrišča in oni tudi to želijo. In kadar ti želiš nek svoj slog, nek svoj ego, neko svojo vizijo, enostavno pogoriš, to ni oni prvi. Je pa, nažal, po mojem mnenju, naredil veliko škode. Seveda, v dobri veri. Govorili ste o tej porušeni slačilnici. Koliko bi Xabi Alonso pomagalo, če bi v letošnji sezoni v tej slačilnici madridskega Reala postal ena taka persona, kot je Luka Modrić? Definitivno, da Luka kot to, kar predstavlja v evropskem nogometu, svetovnem nogometu, v Real Madridu, da bi bil desna roka. Vendar nisem prepričan, da pri Xabi Alonso bi to dolgo trajalo, kajti on je želel s temi novimi mladimi, ki si jih je vzel k sebi nekako, ki so želeli vpijati tisto, kar on govori, kajti ti so več kot potrebni, da vpijajo to, kar on želi, kajti samo tako lahko napredujejo. Vprašanje, koliko bi na dolgi rok to tudi Xabi Alonso upošteval, kajti moram vedeti, da to Xabi Alonso je velik ego, on je doživel vse, kar je in se pač ni se želel spustiti svoje principe, kriterije nogometne igralcem. In to je enostavno v Real Madridu ne gre. Mislim, da se to v klubu več kot zavedajo. Seveda, gledalci, novinarji, vsi so za Xabija, ampak to mu ne bo čisto nič ali mu ni pomagalo, kajti slačilnica je tista, ki odloča. Zvezdniki so tisti, ki odločajo, kajti biti en zvezdnik v Real Madridu, morate vedeti, da so odzadaj multinacionalke, multinacionalni menadžerji, ki ti ne opravičijo. In seveda so vzvodi, ker igralec ti nikoli ne bo tako škodoval, koliko ti lahko te multinacionalke oziroma menadžeri škodujejo. Govorim seveda v strokovnem vodstvu. In tako se pač temu streže in on je padel na celi črt. Vinicius Junior, nepredvidljiv, impulziven, pogosto tudi malomaren v fazi branjenja, ampak z edinstveno individualno kvaliteto. Kako kot trener ravnati z njim? Jaz mislim, da je z njim najlažje. Zato, ker ti pokaže emocijo. V teh velikih klubih se igralec zelo redko skriga s trenerjem. Oziroma pokaže nezadovoljstvo. On mu pokaže na nezadovoljstvo na treningih in tekmah tako, da enostavno ne upošteva določenih pravil. Vinicius ti pa pokaže emocijo in s takim je najlažje delati. Jaz sem govoril z ogromno teh trenerji, med drugim tudi Camacho, ki je bil v Real Madridu, ki je bil moj trener v Real Madridu, legenda Reala. In je sam je govoril, on je imel tistih Galaktike takrat, in je sam govoril, rekel, jaz se delam, da jih sprovociram, ne želijo se skregati z mano. Ne želijo se skregati z mano
In sem videl, da nimam tukaj za početi in je šel, ne. On je zelo hitro šel, ker je tako pravi Španec, legenda, jaz sem ga oboževal. In s takim, ko se hoče skregati s tabo, vedno se lahko sediš, vedno ti bo prisluhnil. Takšni, ko te pa enostavno je tiho, dela po svoje in ti seveda v enem trenutku, ko si trener, ti takšen pobegne, ko pa analiziraš, ta je pa problem, ne? In jaz sem igral pač v teh klubih, ki so na eni ravni visoki. Ko se skrega s takim, ni treninga. Ti trening uniči. In si prisiljen kot trener se vrniti nazaj in se pogovoriti z njim. Ker vse tisto, kar ti želiš na treningu, on naredi po svoje. In jaz sem imel takih treningov mali milijon, po svoje. In smo v Valenciji, bil Ilije, Romun, fantastični igralec. To kaj takega še ja nisem videl. Ampak ker je bil Cooper na bazi fizike, Mendieta on je bil maratonec. Se pravi, jaz ko sem prišel v Valencijo, sem Mendieta, dober igralec, vsega boš videl. Kaj pa je? On razen laufat nič ne zna. In vsake, ko je štopal, ga v brado udarila. Štopal v brado, odličen strel. In seveda, ker je bil pa lider, je bil pa na bazi fizike, takrat na Valenciji. No, ampak Ilija je bil pa vrh, se pravi, talent, hiter. Prišel v Valencijo, mislim, da je 11 tekem, 11 golov, najboljši štart v Valenciji vseh časov. Vendar ni bil tisto, kar je on hotel. Se pravi, on je hotel fizika, gor dol, taktična disciplina. Enostavno dva stika sta največ lahko imela ekipa, tretji je bil moral biti naprej in on je imel kaj zadelati z mano verjetno. In on je vsak trening, ki ni bil poškodovan, ni bilo treninga. Teda vsi smo že prosili, da je poškodovan, ker ti nabija žoge, dobi dribla, ne da dobenemu in to se tudi dogaja v Real Madridu. To so pač velike ekipe, ki enostavno imaš, na vsakem imaš par gumbov in moraš pritiskati, to je psihološki moment, je osnova tega. Ko smo že ravno pri Valenciji, 6 let mineva od zadnje njihove evropske tekme in to je bila ravno tista, na kateri je Josip Iličić dosegel 4 zadetke. Kako gledate vi zadnje sezone vašega kluba, s katerim ste igrali v finalu Lige prvakov? Pa dobro, kot prvo, oni so imeli srečo s tem lastnikom. V bistvu nesrečo ali pa kakorkoli to gledamo, moramo vedeti, da se klub privatizira, pomeni, da je propadel finančno. Kar v bistvu Valencija v tistem trenutku je. Zakaj? Mislim, da je en od velikih razlogov stadion novi, ki je danes stoji, ne samo ga je treba obleči krasen stadion, ampak zmanjkalo financije in seveda klubi ni imel druge kot dobiti neko novo investicijo, to je bil lastnik, prodajal se klub, ki pa seveda je hotel biti lastnik. To pomeni, jaz sem tukaj in me vi ne zanimate. Ni se hotel prilagoditi in seveda to Valencija, obmorsko mesto, južno, Španci, vroča kri, vzeto jim je nekaj, kar je njihovega, niso mogli sprejeti in so prišli potem, so velike težave tudi, kadar so prišli družinski člani lastnika, so bili zelo neugodni, Španci znajo biti zelo neugodni sicer na bla, ampak to nikomor ni prijetno poslušati, sploh kadar so družinski člani nam, mi smo na vsega navajeni, ampak in tu je prišlo očitno do velike zamere in jih praktično on drži nad vodo, finančno. In seveda se vse meša v klubu, kajti to je klub, kapaciteta abnormalna, to je atmosfera, strast. Mislim, res, Atletico Madrid, samo da je sam v mestu. Fantastično, ampak ja, zdaj ne vejo, kako iz tega. Pošiljajo pisma prošnje, da bi se klub prodal naprej, vendar lastnik se je pač zainatil in je rekel, gledajte, to pač, dokler bom jaz, bo to tako. In
Zdaj, kdo bo prej popustil, kdo se bo komu približal, vprašanje pa zaenkrat trpi klub. Tako pa žal je. Govorili ste o lastnikih. Kam gre evropski klubski nogomet? Kako dohajati klube iz angleške Premier lige? To je tako težko vprašanje, zelo težko, nemogoče. Moramo vedeti, da angleška liga, države Commonwealtha, Kitajska, enostavno to je tako tržišče, da enostavno TV pravice so abnormalne in seveda tudi Angleži razen nogometa, atletike mogoče malo, kaj drugega ni, ne. To je religija tam in enostavno to bo zelo težko, zelo težko. Že tako in tako, da so drugi koliko toliko konkurenčni, je kar uspeh. Kar uspeh, ki jaz vidim, mogoče problem njihov je ta, da v teh velikih klubih ti imaš ogromno tekem in ti imaš ponavadi, da imaš mir, imaš 14-15 igralcev maksimalno in tu potem pride do poškodb. Ti, ko si nekoliko manjši, lahko več rotiraš, kaj ti imaš malo večjo moč, kot jo imajo trenerji, glede na to, da smo prej govorila, da je to odzadaj so multinacionalke, ker menadžeri ti vrhunski so danes oni sami že brendi multinacionalke. Glede na investicije, ki so, in je to precej težko. Zdaj pa nogomet je pa toliko nepredvidljiv, da v enem trenutku se lahko vse zruši. Enostavno gre v eno drugo smer. Počakajmo. In eden izmed takšnih menedžerskih brendov, o katerih govorite, je zagotovo Pep Guardiola. Kako gledate njegovo trenersko preoblikovanje skozi vse te sezone? Dobro, on je vedno rad, tudi karakterno, je rad bil, ni imel rad velike izzive. Barcelona, domače okolje, totalno asimiliran z kulturo kluba. In v tistem času Barcelona je vedno zadela z okrepitvami, pojavil se je Messi, spravi govorimo Ronaldo, Deku, Messi. Enostavno je to šlo vse gor. Na koncu, kar jaz zelo spoštujem, da se zelo pozna svoj karakter in se zaveda, da lahko samo v nekem okolju, ker je on absolutni vladar, ker nima opozicije, deluje in tako je tudi si pripravil teren v Cityju, se pravi, tam je bil Begiristain z Barcelone in mu je pripravil si je klub, da ima pravico izgubiti. In to je spoštovanje vredno, če ti se zavedaš, kako ti lahko funkcioniraš in če imaš to moč to pripraviti. So drugi trenerji, kjer enostavno nimajo te možnosti ali pa želijo izziv, ker želijo ta pritisk, da nimajo pravice izgubiti. Odvisno od karakterja. On, bom rekel, je to res tudi spoštovanja vredno, da on pozna svoj karakter, ve, v kakšnem okolju lahko funkcionira, kje lahko svoje ideje sprovede maksimalno, ker te ideje so zelo inovatorske in ti moraš in se zaveda to, da moraš imeti možnost izgubiti, se pravi, kakšno sezono, ne priti do tistih pričakovanih rezultatov, kajti on, ko je prišel z Barcelona, enkrat, ko vse to dosežeš, ima zelo malo manevrskega prostora izgubiti. Edino v enem okolju, ki se on sam naredil v City, ki ni bil navajen zmagovati, njegovi ljudje, in si je to posložil dobro, to je spoštovanje vredno. Vsi v Sloveniji pa upamo, da bo na najvišjem nivoju še dolga leta trajal naš Benjamin Šeško. Kako vi iz strokovnega vidika gledate na njegov razvoj v letošnji sezoni? Jaz mislim, da je zdaj to tisto, kjer bo on največ lahko dal. To pomeni, na začetku sem takoj rekel, da bo imel velike težave. Prvo zaradi kar 2-3 stopnice več kot je nemška liga. Drugo, zaradi tega, kajti ekipa Manchestera še ni imela neke identitete. Se stalno lovi v tej veliki letvici, ki jo ima kot klub. In kadar ekipa nima identitete, vsaka okrepitev, ko pride, je pod brutalnim povečevalom. Ali smo mi prav kupili ali ne, verjetno še
še stanovanja si ni imel čas izbrati, je že bil pod povečevalom. In to so neverjetni pritiski, on tega ni bil navajen in jasno je, da na začetku ni mogel igrati z ekipo. In sedaj, kadar ekipa dobiva neko identiteto, gubi, on igra manj, ampak se lažje prilagaja. In to zdaj trenutno njemu, tudi če ne igra, govorimo o prvih 11, mu bo za adaptacijo dosti bolje, kot je bilo tisto na začetku, kadar si ti vržen v reko in če splavaš in tisto je bilo vse prej kot lahko. Zdaj, ne glede na minute, ki bo on dobival, ali bo to 30 ali bo včasih 60, bo se začel prilagajati dosti bolj spontano in glede na po moje vsaj kaj vidim, na njegov karakter in na karakter vseh nas tukaj v Sloveniji je več kot potrebno, da mi rabimo časa, ker mi mislimo, da so vsi prijatelji, mi pridemo nekam v neko sredino, zelo sramežljivo. Lahko povem tudi z naših časov, ne? Velike slačilnice, pride Brazilec, Španec, kdorkoli ki pride. V 5 minutah ga gledaš, pa rečeš, čakamo, kaj smo to številko, včeraj smo bila skupaj zunaj. Ti pa, ko prideš, probaš biti zgojen, dober dan, ja pa če bi, pa ne bi, ne. Oni pridejo, kot da so 2 leti tam. In tu ta naša mala sramežljivost nas dostikrat nas vrne nazaj. Jaz zdaj upam, da on je to preživel, to sramežljivost, da ekipa bo nekako, da bo rastel z ekipo, no. Ker on to potrebuje. Ne glede na to ima težave psihološke, kdaj napadati globino, kdaj ne napadati globino. Ima sodelovanje z ostalimi je problem. In pa velik klub. Ni podajanja. Jaz želim sebe videti na semaforu, ne tebe. To pa se bo mogel navaditi, ni podajanja. 3-1, ne, jaz udarim. Ker sebe želim videti, ti si za mene nepomemben, ni podajanja. Ni tu, je samo ena stvar, jaz in egoizem, drugače velikem klubu ne bomo mogli. In ravno o tem je govoril, ko sem ga obiskal pred mesecem dni v Manchesteru, pravi, da je končno dojel, da je v tej slačilnici sam. Ker ima, tako kot se dejal, okoli sebe Brazilca, Kamerunca, igralce Slonokoščene obale, te fantje prihajajo iz drugačnih okolij in kot se rekel, vsak bi rad videl zgolj sebe na semaforju, da je on tisti, ki odloča. To se dogaja v vseh velikih klubih. Zdaj lahko rečemo to kot egoizem, ja, vendar vsi veliki igralci imajo talenta toliko in psihološke moči, da se oni čutijo sposobni to rešiti. Ni samo egoizem. Jaz sem dovolj sposoben, da tudi če je 3-1, ti si v boljši poziciji, dam gol. Imam jasno semafora. To je samozavest in vera vase, ni samo egoizem. Je med drugimi, ampak ni samo. Jaz sem sposoben to prevzeti odgovornost. Za konec, Albert Riera je iz Celja prestopil v Eintracht Frankfurt. Kaj bodo ključne komponente, poleg rezultata seveda, ki bodo vplivale na njegovo uspešnost? Ključne komponente pomeni emocionalna inteligenca, to je prvo. In drugo, bo se moral tudi prilagajati drugim. Se pravi, mislim, da on zgradil eno idejo o nogometu, kjer se ne rabi prilagajati drugim in brez strategije. Ali pa zelo malo strategije. To ne bo, ker Eintracht tega enostavno ne bo zdržal. To bo, reč pa navijamo vsi, jasno, da mu uspe, prihaja iz slovenskega prostora, ima jasno idejo o nogometu. Ta emocionalna inteligenca je sploh, kadar dobi kontrafršanje. Tu v Sloveniji so vsi bili tiho, tam ne bojo tiho. Enostavno bo dobival kontrafršanje in bo tudi z argumenti, ker ljudje živijo 24 ur novinarji tam. Bo dobival z argumenti kontrafršanje, tukaj tega ni bil navajen, ker tukaj
naši mediji ne živijo nogometa. Doživimo, da je na novinarskih konferencah včasih eden samo. Tako da bo vseeno malo moral kako ročno potegniti ali pa korak dva nazaj v tem smislu, moral tudi tem razmišljati, ampak ključnega pomena seveda igrišče in tisto, da se bo moral prilagajati tudi nasprotniku. Kakšen bi bil zdaj pravi način, pristop, odgovor Celja iz vidika vodstvenih struktur po odhodu Alberta Riera, da to ni konec sveta, da so vseeno ekipa, ki se bori tako za naslov prvaka, kot nastopa še zmeraj v Evropi? Jaz mislim, da samo eno. Kakšen? Kapetan pride v začenec, v tem na novinarsko. Nismo mi bili dobri zaradi Alberta, ampak ker smo mi tako dobri in zelo malo kaže. To je prosto. Zlatko, najlepša hvala za vaš čas in za vaša poglobljena mnenja. Hvala tudi vam.